ok, Slovenija, sedaj pa smo popolnoma na dnu. Ti žvižgi so alarm in mislim, da je šel sedaj premijer vse ali nič. Videlo se je, da so zelo v veliki zadregi, da so se spogledovali med sabo in da se vidi, da ta orkester ni usklajen in da so se z očmi obtoževali. Če želiš, da romska integracija in pa da se kriminal ne zaustavi, potem vzpostaviš delovno skupino, po drugi strani pa za koordinatorja določiš Lukata Mesca. To je tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Ko sin sredi noči na ulici v Novem mestu gleda, kako njegov oče umira, pa ga je le prišel varno iskat, da bi ga peljal domov, to ni sprememba družbene klime, to je nepotrebna smrt, ki bi jo morali preprečiti. In ko nekaj dni kasneje pijan objestnež urinira po svečah v spomin za umrlega, to ni odločno ukrepanje. Ampak nadaljevanje vzorca, zaradi katerega smo vsi mi lahko aco. In ko neposredno po raciji policije, ki na mirnem protestu v Novem mestu zaseže več kosov orožja kot v romskem naselju predtem, tišino prerežejo še rafali avtomatskega orožja, to niso ne palica, ne represija in niti ne nepriljubljeni ukrepi. To je popolna odpoved države, ki jo spremlja predstava za javnost. Zato danes o tem, ali je vladni odziv na tragično smrt 48-letnega Aleša Šutarja res morda celo največja prevara Roberta Goloba do zdaj. O dogajanju, ki je zaznamovalo teden, pa se bomo pogovarjali skupaj z županom Ribnice, gospodom Samom Pogrevcem. Pozdravljeni v studiu. Pozdravljena. Lep pozdrav. Morda za začetek malo bolj osebna nota. V začetku junija, se spomnimo, ste bili tudi sami žrtev napada 2 Romov, s pestmi sta vas tolkla v glavo, ustnico, oko. Ko ste minuli konec tedna, bila je sobota, izvedeli za to tragedijo, me zanima, kaj vas je ob tem najbolj zadelo. Pa ne kot župana, ampak res kot človeka. Ja, najprej hvala lepa za to lepo vabilo v oddajo. Absolutno, bom rekel, sem hitro podoživel ta film, ki sem ga, tako kot ste že sam povedal, doživel konec junija, pa ne samo jaz, tudi tista policijska in pa tudi tisti srednješolec in pa seveda tudi starši tega srednješolca in po končni fazi tudi moji starši. Gre za film, ki ga človek nikoli ne pozabi in ko si zavrtiš tisto svojo zgodbo in ko je bil sedaj to, ko slišiš, da je bil človek najprej, ko sem prebral, da je v kritičnem stanju in da se bori za življenje in ko kontaktiraš potem tudi župana in tako naprej in ko slišiš, da novice niso rekel, pozitivne, potem si rečeš, ok, Slovenija, sedaj pa smo popolnoma na dnu. Zdaj, dogajanje je pretreslo Slovenijo, bi lahko rekel. Vlada je po eni strani potem odreagirala hitro z odstopi nekaterih ministrov. Je to, recimo, morda jaz sem se spraševal, ko sem spremljal dogajanje, še zdaj se po svoje sprašujem, a je to Novi Sad moment Slovenije, torej recimo, ko se je v Novem Sadu zrušil, govorim ne pred enim letom, ta nadstrešek železniške postaje in je torej bes ljudi šel na ulice in še vedno trajajo srbski protesti. Ali bo to vendarle enkratno, dva protesta, nekaj odstopljenih ministrov in potem odhod? Kako to vidite? Glejte, najprej naj rečem, da škoda, ker se vlada ni že takrat pri mojem primeru v mesecu juniju odločila za ukrepe takšne, kot bi pač se morala že takrat, takšne, kot so predlagali že sedaj, ampak očitno so čakali to dno, tako kot sem že povedal. In ja, absolutno bom rekel, mislim, da ljudje iz cele Slovenije, ne govorim samo za Dolenjsko oziroma jugovzhodni del Slovenije, skupaj z Ribnico in Kočevjem in pa tudi Posavjem, absolutno mislim, da ne bodo več tolerirali takega stanja in mislim, da tudi samo 2 protesta in pa bom rekel, čas, ki naj bi celil rane, tokrat ne bosta tista, ki bosta odvrnila.
Najprej bomo o teh odstopih analizirali vsakega posebej, pa predlagam, da preden gremo res v podrobnosti, pogledamo posnetke. Do tega ne bi smelo priti. Ministra, pristojna za ključni področji, se zavedate svoje odgovornosti in sta ponudila odstop. Oba odstopa sem tudi sprejel. Vi se ne čutite objektivno odgovornega? Glejte, tragedija, ki se je zgodila, je velika, ampak nič ne more povrniti življenja očeta in moža. Najbolj enostavno bi bilo tudi meni danes zbežati od odgovornosti in odstopiti. Kot prvemu dajem besedo oziroma ga vabim k nagovoru predsedniku vlade, gospodu Robertu Golobu. No, seveda pričakujejo premierja Goloba, čeprav vem, so ga pravkar žvižgali, tako premier pravkar bo povedal ukrepe in tule je glasen odziv protestnikov oziroma tukaj zbranih na shodu. Poglejmo, kaj bo povedal premier, kakšne ukrepe. Tukaj z vami lahko, da delim ne samo svoje čustva, ne samo načrte, da vas slišim in slišim jezo, ja. Če povzamem kot istočnico za naš pogovor glede odstopov. Jaz sem se vprašal, že ko sem gledal odstopa ministrice Katič in ministra Poklukarja, kdo sta recimo ta človeka, ki že nekaj časa vodita, dva pomembna resorja znotraj delovanja pravosodnega sistema. Odgovor na to vprašanje morda dobiš, ko odstraniš iz njunih življenjepisov ministrske funkcije, ki jim jih je podelila politika. Kaj dobiš? Katičeva je dolgoletna direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje, Poklukar nekdani študent Višje gostinske šole na Bledu, dolgoletni uradnik Morsa, od leta 2015 zaposlen v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vodil regijski center za obveščanje Kranj. Kaj želim povedati? Kdo so dejansko ljudje, ki jim je v prvi vrsti to sploh zaupano in ali njihov odstop v resnici sploh kaj pomeni? To je ena poanta, ki jo vidim. Druga stvar pa glede premierja Goloba. Dve srhljivi izjavi se mi zdi ta teden, obe srhljivi z vidika sprenevedanja ob tragediji. Prvo je, torej, sprejel je odstope, ker sta dva ministra spoznala svojo odgovornost in se mu to zdi pravilno. Ko je o odgovornosti vprašan in o odstopu sam, pa pravi, da bi bil odstop beg od te iste odgovornosti. In drugo, glede sprenevedanja, da je smrt Aleša Šutarja, je izrekel, povzročila spremembo družbene klime, kjer je zdaj šele možen širši konsenz o strožjih ukrepih. Zame to v najbolj dobesednem prevodu pomeni, da se je na to smrt dobesedno čakalo, ne znam prevesti drugače, oziroma v najboljšem primeru, da se je do zadnjega upalo, da te smrti ne bo, ker ne bi bilo potrebno tako ogabno obrniti politične plošče, kot se jo je zdaj. V bistvu ste popolnoma prav povzeli oziroma analizirali. Kdo sta najprej ta dva človeka? Gospa ministrica Katičeva se vidi, da ima neko kilometrino in da razume lokalno skupnost in mislim, da ni ona tista čisto prava oseba, ki bi v prvi vrsti morala odstopiti. Medtem ko za gospoda Poklukarja bi moral odstopiti že v juniju, takrat, ko sem ga tudi sam pozval, kajti v končni fazi, veste, ravno v torek, ko smo zaključili s sejo, ko je gospod Poklukar mi dal roko, je rekel, župan, evo, zdaj sva pa zaključila, zdaj boste pa nekoga drugega nabijal. Veste, jaz nisem tukaj, da bom nekoga nabijal. Je pa res, da če prevzameš ministrsko mesto in da se ne zavzameš za svojo ekipo, se pravi za policiste, da se ne zavzameš za ljudi in pa enostavno, bom rekel, pokuharsko ignoriraš vse gostje, tečne stranke bodo odšli, se bodo prišli novi za mizo, pa bom nove postregel, pa bom novem lahko dal. Se pravi, se ne posvetiš problemu, ampak bežiš pred samo odgovornostjo. Mislim, mene fascinira pri teh odstopih, pravzaprav ta dvojnost Roberta Goloba. Po eni strani najprej pride gor in reče, sta ministra sprejela odgovornost, in sprav je tako, mislim, da celo nekaj v tem smislu rekel, se pravi, povsem normalno je, da sta ministra odstopila, in potem, ko je povprašan pa po njegovi odgovornosti, je pa ne, to bi bil pa beg, to pa zdaj bomo pa iskati rešitve. Zdaj, jaz ne razumem, če dobro tega,
zakaj Pol Poklukar ne išče rešitev, zakaj Katičeva ne išče rešitev, zakaj torej ona dva sta odstopila, ne, in zakaj Luka Mesec še naprej išče rešitve in zakaj Robert Golob še naprej išče rešitve, ne, ker če smo že, se mi zdi pri tem, kdo je za kaj odgovoren, ne, poglejmo, ne, Luka Mesec je odgovoren za koordiniranje romskih vprašanj v Vladi Republike Slovenije. Se pravi, če kdo je prvi, on na tem mestu, recimo, da odstopi, ne, in na drugem mestu je tukaj, bi rekel, ok, ne, če bi se nekaj zgodilo, ampak vlada je dobesedno se posmehovala vsem, ki so opozarjali, ne, podprla je ministra Poklukarja na interpelaciji, ko je bilo povsem ista tema izpostavljena, torej varnost v jugovzhodni Sloveniji je bila ena ključnih tem zadnje interpelacije zoper ministra Poklukarja poleg nakupa helikopterjev. Ne, in seveda koalicija enotno, dobesedno v posmeh, torej vsem, ki so opozarjali na težave z varnostjo v jugovzhodni Sloveniji, torej je po eni strani vlada v celoti tudi nase prevzela pravzaprav odgovornost, se pravi, ni dovolj, da bi šel minister Poklukar, oziroma minister Poklukar bi šel, ne, ko je bila interpelacija, recimo takrat bi bilo dovolj, da bi šel minister Poklukar, ko so se ti očitki pojavili, zdaj, ko ga je pa celotna vlada pokrila, ne, pa mislim, da ni dovolj, ne. Če smo povsem neposredni, vidite razloge za odstop tako premierja kot ministra Luke Mesca, ki je tudi podpredsednik vlade? Mislim, veste, jaz sem videl te razloge že v juniju mesecu, pa ne zaradi tega, ker bi bil poškodovan sam in zaradi tega tudi nisem hotel tudi v tem nagovoru v Novo mesto producirati svoj primer, pa čeprav bi si, bom rekel, ne kot samo župan, ampak kot človek, pa ne samo jaz, ampak tisti srednješolec, kajti nekaj moramo biti pošteni in zelo pazljivi. Tisti srednješolec, ki jih je dobil takoj po mojem napadu, je popolnoma bil na enak način poškodovan kot žal že pokojni gospod Aleš Šutar, kajti udarec je prišel odzad. Srednješolec je padel po pločniku na tiste betonske plošče in pa robnik in sama sreča je bila, da je padel z obrazom naprej. Kajti če bi bil udarec oziroma padec na tilnik, bi se že junija meseca mi pogovarjali o tem, da imamo smrtno žrtvo. Ampak tako kot sta oba rekla, očitno čakamo do konca. Ne? Omenili smo že ministra za delo Luko Mesca, predlagam, da tudi tu pogledamo serijo posnetkov, pa pokomentiramo. To se je zgodilo prvič, zadnjič in nikoli več. Tragedija, ki se je zgodila s petka na soboto, me je globoko pretresla in moram reči, da že drugi dan zaradi tega ne spim. Vidimo na primeru včerajšnjega izvajanja župana Macedonija, kaj človek, ki se izpostavi za to temo in poskuša premikati, dobi za nagrado, na koncu je vsega kriv. Jaz tega ne zamerim. Žrtvovali ste dva ministra samo zato, da bi utišali to razjarjeno množico. Niste pa ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je vladni koordinator za romsko problematiko, ki po našem mnenju najbolj odgovoren za to, da vaša socialna politika ni stimulativna, ni namenjena ljudem, ki jo potrebujejo oziroma pomoč, ampak podpira nedelo in kriminal. Slišim vas in razumem vašo stisko. Razumem strah, razumem jezo in razumem, da je politika predolgo gledala proč. Zavračam pa, da sem sam obraz te politike, ki je gledala proč. Morda celo najbolj od vseh, tudi bolj od premierja Goloba izžvižgan Luka Mesec, pravi ne spi, odstopil pa ne bo. Poglejte, to je nekaj takega, kot bi na avtomobilčkih v Luna Parku videl, da ti vožnja ne gre, ampak porabiti moramo še vse žetone. In to so stvari, ki pač enostavno se jih ta vlada žal gre. Lahko pa samo še to dodam. Če želiš, da romska integracija in pa da se kriminal ne zaustavi, predvsem pa, da ne gre po poti rešitvah, potem vzpostaviš delovno skupino, po drugi strani pa za koordinatorja določiš Lukata Mesca. Lejte, glede Luke Mesca še to ne. Dva vidika, ki jih opažam. Pred desetletjem je vstopil v državno politiko neke vrste, kot zastopnik tega glasu ulice, ki je tokrat v torek skandiral stav
pred občinsko stavbo in zahteval spremembe pod oknom. Zdi se mi, kako izjemno ga je v desetletju odneslo, ne, z bonitetami, ugodnostmi, varnostniki v to politično elito in v ta železni establishment. In drugo, sprašujem se, kdo v resnici vodi vlado. In zdi se mi, da je odgovor Luka Mesec. Zakaj? Ker je tej vladi dal edini program, ki ga Robert Golob ima. Če povem še drugače, zdi se mi, da Robert Golob potrebuje Luko Meseca, da nekdo pred očmi javnosti 4 leta zganja levi ideološki populizem, medtem ko v ozadju 4 leta Robert Golob skrbi, da poteka še neoliberalno, bolj desno bi rekel, ne, po teoriji kapitalsko in interesno plenjenje po podsistemih te države. Ne vem, kakšen je vaš pogled na to? Ja, tudi tukaj moram reči, da se popolnoma strinjam. Se pravi, poskrbel je za ta nesimpatičen, bom rekel, del, ki ga zastopamo, oziroma ki si ga želimo, ki ga zastopajo pač ta leva scena, medtem ko si pač večina želi bolj ta del, ki ga pa pač zastopa v prvi vrsti. Ja, ne? Tako da v bistvu je Luka Mesec tisti, ki je vojak prvi na fronti, ki pa vemo, da pač je zastavljen kot pač predstavnik, katerih, bom rekel, ukrepi niso med ljudmi najbolj priljubljeni. Ja, ne? Če se vrnem nazaj k Luki Mesecu in njegovi izjavi, ki smo jo videli v prispevku, ne? Prvič, zadnjič in nikoli več. Se pravi, čeprav razumem, je za njega Aleš Šutar prvi, zadnji in nihče več, ki ga bodo napadli Romi. Ne? Ob tem se sprašujem, kako vi to razumete. Torej, vi niste bili očitno napadeni, dijak, policistka v Ribnici isti dan nista bila očitno napadena, gospod iz Šentjerneja, ki so ga pred meseci pretepli s palcami, ki smo videli potem fotografije, ki bo cel krval, očitno ni bil napaden, ne? Oziroma to so potem nulti primeri, ali kako to razumeti? Očitno je statistika samo za smrtne žrtve in pa se pravi statistika samo za smrtne žrtve, da pa se ne vodi statistike oziroma da se ne odreagira tudi na take primere, ko ima človek, lahko povem, odprti dvojni zlom čeljustnice v Novem mestu, na primer. To je bil primer, najbrž bomo tudi še do tam prišli, do pravosodja. Govorimo o tem, da v Novem mestu je bil 2022 leta primer, ko je pač Rom napadel enega občana in doživel odprti zlom čeljustnice in kaj je sledilo. V bistvu sodišče je razsodilo 1 leto zaporne kazni, s tem, da če ne bo v 3 letih storil nič podobnega, je tudi ta kazen nična. Ne? Tako da v bistvu gre za to, da imamo pri nas v Sloveniji ta dvojna merila in kot kaže smo res čakali to smrtno žrtev, kajti tudi premier, ko smo bili v Novem mestu v nedeljo že, ko je prišla vlada prvič na obisk, je dejal, češ, jaz sem živel tamle v Gorici, je italijanska mafija, ko je pač vladala ta italijanska mafija, da so padli 2 smrtni žrtvi in od takrat naprej se je začelo to reševati. Torej, Slovenija čakala na žal primer Aleša Šutarja. Povejte mi, slišali smo eksplozijo skandiranja, žvižgov, predvsem ob teh 2 figurah, Luka Mesec, Robert Golob. Bi lahko to Roberta Goloba po vaši oceni stalo volitev? Jaz mislim, da je sedaj ura 5:12, ko pač bo treba nekaj narediti. Absolutno, če bi bil na njegovem mestu, je ta publika in ti žvižgi so alarm, ki pač enostavno pomenijo to, da ta barka ne gre v pravo smer. In mislim, da je šel sedaj premijer na vse ali nič in zato je pa tudi povlekel vse te, oziroma predstavil vse te ukrepe, ki pa po mojem mnenju, seveda, jaz sem jih z veseljem obkljukal, vendar nekaj je to, da mora iti stvar še čez vladno proceduro, tudi ustavno sodišče, kot slišimo, ima že svoje apetite oziroma svoje pomisleke, tudi vsi ostali pravniki, tako da v bistvu tukaj je sedaj res potegnil tistega jokerja, stati in obstati. Glede Goloba, omenil si ti njegovo dvoličnost, vidim še en izjemno srhljiv vidik te dvoličnosti. Spomnimo se vsi čez poletje,
kako se je na meji okusa ali pa čez vabilo, nekako so sirene vabile slovenske medije, naj pridejo poročati o najbolj intimni poroki leta, ne? Potem se je delilo po kapljicah podrobnosti iz tega zasebnega dogodka. Vemo tudi, kako se je vlada lotevala, naprimer poplav, ne? Sej pustimo to, da ni naredila nič, ampak premier je takrat izrecno z partnerko, zdaj soprogo, obhodil vsa žarišča, ne? Želel je biti med ljudmi, stiskati roke in tako naprej, izražati empatijo. Tokrat obrnjena plošča, 2-krat v enem tednu v Novem mestu, 2-krat z robokopi, prvič samo k županu, pa niti prižgati tiste ene sveče med ljudi, ne? In tokrat samo v dvorano mestnega sveta in prav nič nagovora množici. Kako pokončnega politika imamo mi tam na vrhu Gregorčičeve? Ja, to se bo kmalu videlo, kajti to se v bistvu sami ljudje oziroma volivci bodo to zagotovo najbrž tudi prepoznali potem na volitvah, kajti v takem primeru je pač potrebno imeti, vemo vsi trije kaj, da je pač potrebno stopiti med ljudmi, pa tudi za voljo tega, da slišiš marsikaja, ne. Tako da v bistvu tukaj me malo, mislim, kar skrbi, da pridemo skoraj z oklepnikom do mestne hiše, gremo v dvorano, imamo tisti sestanek in se z oklepnim vozilom odpeljemo nazaj. Tako da neke vrste čutim malce ignoriranja. Jaz razumem, da je varnostno, bom rekel, zelo izpostavljeno, vendar to, da je izpostavljeno in da se pripeljemo z oklepnikom do mestne hiše, to je prepustila država temu tako. Zdaj, bili ste v mestni hiši noter, ne, v dvorani, jaz sem bil zunaj na trgu, tako da so imela, bom rekel, ta pogled z obeh strani. Preden si pogledamo mogoče še en zelo oster odziv svetnice iz Novega mesta, torej iz županove liste, me zanima, kako ste videli to vzdušje v sami dvorani, torej dramaturško, približno 2 uri, dobri 2 uri, ste župani in občinski svetniki premierju Golobu, ministrom razlagali stvari, ki jih govorite sicer že leta, pa vas do zdaj niso bili pripravljeni poslušati, morda zdaj nekoliko bolj ostro še kot zdaj prej. Kakšno je bilo to vzdušje v tej dvorani? Torej, kako so to sprejeli? Ja, veste, všeč mi je bilo to, da so končno prišli iz tistih pisarn iz Ljubljane, ali je to iz Gregorčičeve, ali je to iz, bom rekel, tožilstva ali iz Vrhovnega sodišča in iz kjerkoli, kajti bilo je kar nekaj povabljenih, tako od ministrov do podpredsednika Vrhovnega oziroma predsednika Vrhovnega sodišča, pa tudi do namestnika generalne državne tožilke in tako naprej. In ti ljudje so sedaj končno videli, kako je, ko pa prideš dejansko iz tistega udobnega naslonjača oziroma kavča potem nekam na teren med ljudi, kjer se pač čuti ta bes. In lahko rečem, da sem ves čas pogledoval in videlo se je, da so zelo v veliki zadregi, da so se spogledovali med sabo in da se vidi, da ta orkester ni usklajen in da so se z očmi obtoževali in bili tudi, mislim, da malce lahko razočarani drug na drugem. Poglejmo zdaj ta posnetek. Lahko vas je sram, da so ljubljanske nutrije in kočevski medvedi bolj zaščiteni kot prebivalci jugovzhodne Slovenije. Lahko vas je sram. Tako hitro, kot ste znali pripraviti zakon za obvezno božičnico, tako hitro lahko pripravite zakone za varnost ljudi. Ne iščite izgovorov, poskrbite za sprejem teh predlogov še pred izplačilom letošnje božičnice. To je od vseh izrečenih besed na tem dogajanju morda celo najbolj viralno zaokrožilo med ljudmi. Zdi se mi zelo dobra poanta, verjetno je ta zadela ljudstvo. Kako hitra in učinkovita je lahko na eni strani ista politika, ko dela zase, pa govoriva o predvolilnih bombonih, in kako zelo pasivna in odsotna in vzvišena je, ko naj bi delala za ljudi. Ne? Ja,
Prav zanimivo je, ne, kajti v bistvu v končni fazi je premijer oziroma njegova ekipa čez noč so sestavili neke predloge o tako preprečitvi kriminala do zlorabe socialnih transferjev in pa pospešitev zadev tako na tožilstvu kot na sodstvo. Ne. Tako da praktično čez noč je bil nabor in čez noč so sedaj usklajevanja. No, se zdaj pa, že prej ste nakazali, moramo se seveda pogovarjati tudi o tej omnibus zakonodaji, ki pravite, da je nastala čez noč. Ne? Jaz na eni strani vidim seveda nadaljevanje vzorca, ne? Grožnje protestnikom v Metliki, še preden so sploh šli na ta shod v torek. Uriniranje po svečah smo že omenili, rafale avtomatskega orožja v romskem naselju. Povejte mi najprej, preden gremo v drobovje tega omnibus zakona, PR-ovsko, ne? Spet, zelo spretno lahko rečeš, ne? Šutarjev zakon, prideš s tem v Novo mesto. Po drugi strani je tudi tenka linija okusa, je morda celo posmeh pokojnemu, da v 3 letih 4-krat zavrneš zelo podobno zakonodajo in potem rečeš, da je ta zakon posvečen njemu. Bi se moral po vašem imenovati kako drugače, morda zakon nepotrebne smrti ali kaj podobnega. Morda če dopolnim še to, ne, ta Šutarjev zakon je, se mi zdi, še en del enega širšega vzorca delovanja Roberta Goloba. Ne. Torej, opazi nek problem, ne, oziroma dolgo časa si zatiska pred problemom oči, potem ko eskalira, potem pa ad hoc napove kar nekaj, ne, mislim, neko hipno potezo. Ne, če se spomnimo, začelo se je že z sodniškimi plačami, ne, pa je prišel na občni zbor sodniškega društva in najavil 600 € za sodnike in potem je cela vlada en mesec iskala rešitev in ugotovila, da to ne gre, da se pravno ne izide. Ne? Torej, kar nek ad hoc, potem so bile poplave, je najavil, bomo zgradili 100 hiš na mesec za poplavljence, po enem letu so prvo podrli, pa slikati se je šel pred tisto, ki jo je zgradil zasebni investitor, brez, oziroma celo ob ovirah, ki jih je pred njega postavljala vlada. Ne? In zdaj gluhi za problematiko, dokler se ni zgodila smrt, ne? Zdaj pa kar naenkrat Šutarjev zakon, bomo pa zaostrili, vse obrnili na glavo in dobesedno naredili dolenjske policijsko državo. Ne na zadnje, ne, samo še to dodam. S poimenovanjem Šutarjev zakon dosežeš, da bo Aleš Šutar v naslednjih mesecih, ko bo spomin na sam dogodek malo bledel, ne, prvovrstna predvolilna tema, da se bo z njegovim imenom obkladalo tako z leve in desne. Nisem prepričan, ne, prvič, da je to Robert Golob preveril pri družini, ali si tega želijo, ne, in kakšen spomin na pokojnega to dejansko sploh je. No, jaz se spet lahko strinjam z obema, ne, kajti dejansko Šutarjev zakon, meni osebno se zdi to malce neposrečeno, oziroma ne vem, če je to čisto prav tudi tako kot ste omenili, do sorodnikov oziroma do družine. Lahko bi se imenoval kako drugače. Lahko bi se imenoval tudi zakon zamujenih zakonov oziroma ignoriranih zakonov ali karkoli drugače, kajti to dejansko je. Po drugi strani pa mislim, da bo tudi to ime vseeno ves čas bdelo nad samo izvedbo. Zdaj pa tako, kot sta že oba omenila, dejansko najbolj žalostno je to, veste, v Sloveniji, da kljub temu, da je premier sedaj to napovedal in jaz sem te stvari z veseljem obkljukal, kajti v bistvu kar lahko rečem, da je nekako sledil tam mojim zadevam. Če se spomnite, jaz sem bil že potem tudi takoj po tistem napadu, ki je bil v mojem primeru oziroma primeru tudi tistega srednješolca in pa policijske, tudi pri njemu v kabinetu, kjer sem mu predstavil to, da je kriminal v romskih naseljih in da je treba to izkoreniniti in zadeve nadgraditi pri sami integraciji. Tako da v bistvu tukaj, bom rekel, gre za to, da najbolj žalostno je to, da enostavno, tako kot sta oba rekla, že večkrat je bilo nekaj napovedano, pa potem ni bilo izvedeno. In tukaj se sprašuje celotna vesoljna Slovenija, ali bo to sploh res, ali bo to sploh možno. A veste, ker če prvi človek v državi nekaj obljubi, pa potem, da mu niti ne verjamemo, oziroma da smo na podlagi vzorca, ne, da je bilo že večkrat tako, da če reče po primorsko, smo se malo hecali, a ne, mislim, to je, bom rekel, velik problem, a ne, tako da tam, kjer nekaj skomuniciraš in prideš z neko rešitvijo, tista stvar mora piti vodo. Zdaj,
Ta smo se malo hecali, oziroma je napovedal, pa se sprašujemo, če bo sploh delovalo. Zdaj, Golob je med drugim v Novem mestu rekel tudi, da so že začeli z ukrepi, torej že poslali okrepljene patrulje, in ob tem, da so že poslali okrepljene patrulje, že začeli z akcijami, smo videli na dan protesta, torej uriniranje in potem napad na, oziroma mislim, ta ki je uriniral, je potem mahnil občana, ki ga je pač opozoril, da nekako to ni primerno. Policija je šla v romsko naselje in zasegla plinsko pištolo in gumijevko. Zvečer smo pa lahko slišali rafale iz avtomatskega orožja, še več, celo videli smo fotografije, kjer vidimo policiste, ki pregledujejo, torej fotografija, kjer policist pregleduje hišo, vidimo postavo policista, za njegovim hrbtom pa Roma, ki v roki drži pištolo. Kako je mogoče sploh razumeti torej to situacijo, oziroma kako je v Ribnici, bom rekel, tudi konec koncev danes kaj drugače? Veste, kako je? V bistvu sem drugače v tem, da tisti delaven narod, pošten narod, marsikdo je v tem času brez vozniškega izpita, zaradi tega, ker je mogoče napihal, pa ni kriminalec, marsikdo je plačal zaradi tega, ker je šel iz službe, mogoče morda 5 km preveč skozi naselje, tako da to so ti ukrepi, ki jih vlada že, bom rekel, izvaja. In veste, to, da potem v bistvu, ko se zgodi neko streljanje v romskem naselju, tako kot se je tukaj, in policisti čakajo zunaj, ker zakon imamo še trenutno obstoječ. Se pravi, lahko poslušamo, vendar čakamo sodišče, da bo izdalo nalog, da gremo lahko v naselje, oziroma še to bom rekel. Ko so se zadnjič pohvalili, da so pri tisti hišni preiskavi dobili eno plinsko pištolo, pa neke petarde po domači povedano, pa nekaj take stvari. Veste, to je nekaj takega, kajti vedeli so in verjemite, da romska skupnost je obveščena o tem. To je nekaj takega kot pri nas treh, če bi prišli obiski, tako kot je včasih, ko so ti starši rekli, obiske dobimo, posesaj in pospravi sobo. Če gremo zdaj v drobovje ukrepov, recimo področje varnosti, tega sta se vidva že dotaknila, učinkovitejša ureditev vstopa policistov v tuje stanovanja ali druge prostore. Po eni strani, kot ste rekli, ustavni pravniki že napovedujejo težave, recimo s tem, po drugi strani se mi zdi, da smo v sredo zvečer pri Urošu Slaku videli premierja, ki se je, ni druge besede, zlagal. Rekel je, da ko so šli po rafalih policisti v naselje, niso mogli vstopiti. Obstoječa zakonodaja jim omogoča, da če ocenijo, da je kdorkoli ogrožen zaradi dogajanja, lahko vstopijo brez odredbe že zdaj. In rafal iz avtomatskega orožja je nekaj takega. To mogo biti. Konec koncev, če sem ciničen, policija v Sloveniji zaradi rahlega spanca starejših občanov prekinja privatne zabave, na katerih je 5 do 10 ljudi. Mislim še več, branje, poslušanje audio knjig in vadbo klavirja osnovnošolke ob 3 popoldne. In če gremo naprej, še 2 taka, področje kaznovalne politike, omejila se bo pravica do brezplačne pravne pomoči v primeru, če oseba ponavlja prekrške, vendarle imamo razliko med člani organiziranih tolp, narkokartelov in med nekom, ki se celo življenje, ukvarja z malim kriminalom, ker pač drugega ne zna, in ukinitev otroškega dodatka za mladoletne mamice, pri čemer razumem, kaj sicer želijo nasloviti, pa vendarle s tem nekomu, ki to danes prejema tudi iz drugih razlogov, jemljajo to pravico. Če gremo malo v drobovje teh ukrepov. Ja, jaz mislim, da bo treba te stvari po domače povedano še malce sfrizirati, kajti te stvari lahko pride potem tudi do marsikatere zlorabe. Sej pač vsi policisti vemo, eni so bolj strokovni, eni manj, ampak če pogledamo najprej tele hišne preiskave. Veste, ko so meni takoj po stopnišču že kazali posnetke iz Žabika, ko smo zapuščali mestno hišo, sem oba vprašal, tako gospoda Petriča, se pravi generalnega direktora policije, kot tudi seveda direktorja policijske uprave Novo mesto, kaj se čaka. Vso vesoljno Slovenijo policistov imajo v Novo mesto, tukaj pa ljudje pošiljali, sistem popolnoma povedal, sta oba mirno dejala, župan tudi najboljši in se zgodi. To je bil prvi odgovor, ki mi je skoraj vrgel tamle po stopnicah na rit. Po drugi strani pa, veste, sem rekel, čemu, pejte noter,
razkopljite in to je to. In treba je obrniti zadevo na glavo, kajti toliko policistov, kot jih imate, mislim, da vsakega lahko preiščemo do potankosti in obrnemo vse žepe. Veste, ta trenutna zakonodaja nam to še ne omogoča. Takoj, ko bo to sprejeto, to, kar nam je sedaj napovedal premier, bomo pa to lahko počeli. Veste, tako da v bistvu tukaj res se vprašaš, ali res živimo v neki državi, kjer si ena stran, ki bi morala skrbeti za to, preprosto tega ne želi in čaka res, da te stvari. Skratka, zelo strašljivo je bilo to, ko izveš od prvega dirigenta policije, da pa češ, veste, v tem trenutku ne moremo narediti še popolnoma ničesar. No, ampak ustavni pravniki, ki so, recimo, ali pa kazenski pravniki, ki so te dni analizirali torej predloge, zdaj mi smo se obrnili na več pravnikov, mnogi so rekli, da bi počakali, da bodo videli točno, kaj bo v zakonih zapisano. Nekaj odzivov v javnosti smo že zasledili tudi na osnovi pač tega, kar je Golob v Novem mestu povedal. Ne, pa vendar pravijo, marsikaj od tega je danes že mogoče. Ne? Torej, marsikaj od tega, kar napovedujejo, da bo mogoče z novo zakonodajo, je danes že mogoče, ne? Pa se ne izvaja, bom rekel dvoje. Ne? Kako torej takšen odziv šefa policije glede na to razumete, oziroma ali verjamete sploh, da tudi z novimi pooblastili, da bo kaj bistveno drugače? Kakor sem se pogovarjal z nekaterimi policisti, ki pač jim zaupam, pravijo, da če bo to, bo to nek napredek in bo se dalo marsikaj. Medtem ko, tako kot še prej sem dolžen odgovoriti na zadevo brezplačne pravne pomoči. Pri nas v Sloveniji je zakonodaja taka, da kolikor se prijemnik denarne socialne pomoči, ti pripada, bom rekel, brezplačna pravna pomoč. Torej v mojem primeru ali v primeru policijskega tistega srednje šolca, skratka, storilec, jaz sem moral zapriseči, da bom povedal po pravici, storilec se lahko zlaže, potem pa temu storilcu, bom rekel, še mi trije, ki smo oškodovanci, častimo po domače povedano še odvetnika, ki nas tam, bom rekel, sprašuje stvari, kdo je prvi udaril in tako naprej. Kar se tiče pa tudi mladoletnic in teh porodov, strinjam se, tukaj bo treba neko tamponcon narediti, kajti zgodijo se primere, ko so še mladoletnice, bom rekel, nekako v tistem stanju, ko se pa zgodi tudi nosečnost, kajti tukaj bo treba potem, če bi popolnoma to zajezili, imamo problem potem tudi kakšne prisilnih porok, tukaj je stvar odprta, prav tako so tukaj posilstva in tako naprej. Tako da v bistvu gre, prvi vrsti moramo izločiti ta kriminal pa je tudi posilstvo, kriminal so pa tudi te civilne poroke in te stvari moramo misliti. Še malo bi šel prav posebej na organe pregona. Omenili ste sami šefe policije, lokalnih policij in tako dalje. Gremo na ta usodni večer še enkrat. Ne? Zdaj vemo, da je policija takrat 2-krat posredovala. Ne? Vmes smo tudi videli posnetek enega fanta, drug primer, drugi storilci, kjer je tudi bila kvalifikacija najprej lažja poškodba, čeprav kdor je samo bežno pogledal posnetek, je vedel, da tu ni nič lažjega. Problem kvalifikacije kaznivih dejanj, otopelost bi pa rekel tudi varnostnih in obveščevalnih služb. Poglejmo tega storilca, 21-letnika. Njegov profil na Facebooku kriči po denarju, hitrih avtomobilih, poveličevanju nasilja in norčevanju iz nekega večinskega prebivalstva, glorificira članke v medijih, ki obravnavajo romsko nasilje, romsko problematiko. Ogromno orožja. In ogromno orožja. In če pogledamo zdaj na celotno populacijo, romsko na tem območju Slovenije okoli 5000 ljudi, če zožimo to na tiste najbolj problematične v kriminalnem smislu, pa nekaj 100 ljudi. To niso takšne mase, kot ne vem, v predmestju Pariza ali nekega velikega nemškega mesta, da ne bi imeli teh posameznikov ves čas na očeh. Ne? Ja. Mislim, se popolnoma strinjam. Tukaj ne razumem, da gledamo stran, ko vidimo, da v bistvu, veste, v Sloveniji smo nastavili oziroma dopuščimo sistem, da v bistvu vzgajamo te ljudi, vzgajamo v smislu kriminalcev. To je to, ker ni tiste rdeče črte,
ko pač ne sme, pa ni važno, kako se piše, pač jo ne sme prestopiti nihče. In enostavno smo s temi človekovimi pravicami in pa dvojnimi merili, tukaj bom kar konkreten za romsko skupnost, smo enostavno nastavili model, kako sproducirati na trg kriminalce. In to sedaj v Sloveniji imamo in od tega smo bežali do sedaj, dokler se ni zgodil ta primer in upam, da je tukaj tudi konec. Kar se pa tiče, bom rekel, praga, se pravi kvalifikacije iz lažje v težjo, tudi v mojem primeru lahko rečem, pa tudi v primeru srednješolca. Veste, že itak je, ko greš potem na samo sodišče, ni prijetna zadeva. Ne? Prvič si tam soočen s storilci, čeprav jim nisi naredil nič, je ravno obratno. Potem pa ves ta postopek. Tudi v mojem primeru so kvalificirali najprej v lažjo poškodbo. Potem najbrž pod nekimi pritiski so dali v sodnemu izvedencu, ki je pač nekako prekvalificiral v težjo. Se pravi, smo iz Kočevja šli potem v Ljubljano, ker smo ponovili postopek, še enkrat pričanje. Med tem časom so tudi Romi zamenjali odvetnika in tako naprej. Veste, in pri tem fantu, ki je končno šele sedaj, ki sicer ni dobil še vabila na sodišče, ampak je samo tožilstvo dalo informacijo, kje je, čeprav je postopek oziroma dan dogodka in ura dogodka skoraj v minuto bila ista, je šele sedaj so starši izvedeli, kje za vraga je postopek in v bistvu je stvar taka, da so trenutno kvalificirali v lažjo poškodbo, čeprav je bil ta srednješolec že dvakrat na operaciji, kajti z drobljenjem v celoten nosni pretin in tako naprej. Skratka, enostavno imamo v Sloveniji prag dokazljivosti previsok. To sem zadnjič povedal tako tožilstvu kot sodišču, kajti že to, da enostavno, če ne bi takrat izvajal pritiska in če ne bi bil najbrž župan, bi bili sedaj ti fantje še zmeraj na prostosti. Tako pa se je v nekaj urah, ko sem res pritiskal, kajti ne želim si, da bili taki ljudje na prostosti, vendarle se kot kaže pod medijskama, tudi vi ste, hvala Bogu, zaslužni za to, da so jih zaprli. Kajti v tem času so jih že spustili domov, v tem času se fantje lahko že umili, preoblekli, zabrisali sledi, čez 2 dni pod težo, bom rekel, medijskega pritiska, pa so šli potem v to, da so jih prišli iskati domov in od takrat naprej pa, bom rekel, iskali dokaze. Tako da enostavno tukaj očitno ni tiste volje ali pa je tudi še kakšna druga povezava. Zdaj, če gremo morda na politično dimenzijo dogajanja zadnjega tedna, po tem tragičnem dogodku v Novem mestu, je recimo Nova Slovenija ponovno vložila paket zakonov, ki ste ga župani pisali, vložili, mislim, da predtem že 3-krat ali 4-krat. Vedno je bil strani koalicije ta predlog zavrnjen. Potem recimo smo videli, naprimer, odziv SDS-a zelo oster, čeprav se nekako špekulira, da so v prejšnjem mandatu nekako zavlačevali z določenimi spremembami zakonodaje zaradi ne sicer povezavami z romsko, ampak z albansko skupnostjo. In na drugi strani vlada, kjer pa tudi vidimo zelo neenoten odziv. Po eni strani najbolj ostro nastopajo socialni demokrati, Gibanje Svoboda, potem zdaj pod pritiskom tega dogodka, zdaj pa je konec časa za korenčke in čez za palice. Lenart Žavbi mi je tu za hip zvenel kot predsednik podmladka SDS v bistvu. Če ne bi vedel, ne bi opazil. Jaz sem bil zadnjič popolnoma šokiran. Od tega človeka sem bil še pol leta nazaj imenovan kot ksenofob, tako kot od gospe Sukičeve iz Levice in tako naprej, tudi gospa iz Svobode, ki je iz Brežic poslanka, gospa Avšič Bogovič, me je celo obsodila, da češ se ni čudno, da so ga na gasilski veselici napadli in pretepi, se jih je polil s pivom, medtem ko sem pač plesal. To so ljudje, ki so bili še 4 mesece nazaj popolnoma drugačni, sedaj pa, ko sem tudi jaz poslušal gospoda Žavbija, sem se moral prav uščipniti, če sem jaz to prav slišal, kajti se mi zdi, da ti ljudje
sedaj, kot da so poslušali mene pred že 1 leto nazaj in tako naprej, in da so tudi popolnoma spremenili retoriko in očitno, v bistvu lahko rečem, da poslušam sedaj sam sebe iz ust poslancev Svobode in pa tudi ironično je pravzaprav ta obrat, ne, ki ga spremljamo pravzaprav pri Svobodi, ne, dejansko kot po javnem mnenju, kamor veter piha, tako pa gremo. Na drugi strani pa Levica, recimo, ne, moram priznati, vsaj so konsistentni s svojimi zablodami, ne, če lahko malo karikiram, ne, torej oni pa še vedno pravijo palica ne deluje, ne, dajmo jim še malo korenčkov. Še malo več mehkih ukrepov, ampak ti korenčki, kot vidimo, pač ne gredo, kaj ti, veste, čist plastičen primer, enostavno to, da daš več korenčkov, to je kot od otrok. Da ne bo jokov, dajmo še več sladkarije. In Bog ne daj, da mu vzamemo, ker ti se bo v trgovini vrgal po tleh. Tak otrok je potem to, kar pač imamo potem tudi nekako vezano na to, kar se ne dogaja sedaj v Sloveniji, se pravi, imamo opravka z veliko porastjo kriminala. Tako da v bistvu tukaj je, bom rekel, Levica popolnoma zgrešila, bom rekel, to presojo in pa razsodnost, kaj jim pravi in kaj ne. In tudi ljudje, ko sem včeraj poslušal tudi poleg ustavnih pravnikov, tudi neke sociologe in tako naprej, ko rečejo, veste, sej bi bilo treba še nekaj na mehkih ukrepih narediti. Veste, eno je teorija, drugo je pa praksa. Eno intrigantno vprašanje. Vladimir Prebilič, ima na novo ustanovljeno stranko. Stvar je prišla zelo v narekovajih, ker se tudi meni samemu ne zdi dostojno kot naročena, da se oglasi tudi zaradi njegove vloge kočevskega župana v preteklosti. Seveda ne mislim z vidika, da bi nabiral poceni politične točke na tragediji, pa vendarle, kje je bil? Poslal je pisno izjavo. Ko je šlo recimo za primere Roberta Goloba pred KPK-jem, je nastopil izjemno glasno, izjemno robustno, medtem ko v zgodbi, ki ima potencial, da Roberta Goloba trajno odnese v tednu ali 2 iz slovenske politike, se mi zdi, da ga skoraj ni bilo nikjer. Veste, tako bom rekel, kriminal ne sme biti prostor za politična izigravanja. In tukaj se pač žal vidi, da enostavno, kot kaže, pač vsi ti, ki se bodo pomerili na volitvah, pač imajo, kot kaže, ljudi preštete. Žal pač tako je. Mene je tudi kolega Vladimir Prebilič, s katerim imava sicer dobre odnose in v končni fazi sem tudi šel, bom rekel, tudi takrat, ko sem jaz pričel z županovanjem, tudi pokaj še na svet, ampak veste, potem se pa v takih primerih pa človek se pa pokaže. V mojem primeru, naprimer, ko sem bil kot župan napaden, pa glede na to, jaz razumem, da je bil Vladimir Prebilič takrat v Bruslu in da je tudi tam veliko dela, vendar v tem primeru se pokaže, ali gremo tukaj, ali smo tudi ljudje, ali je to tudi velik človek, ali je to samo spreten politik. In jaz mislim, da bi morali imeti politiki v prvi vrsti to, tako da takrat nekega odziva na moj napad ni bilo, niti po telefonu, niti z nekim, bom rekel, z neko pisno izjavo. Tokrat pa, kajti se pa vidi, da smo nekaj mesecev pred volitvami, tokrat pa je vendarle dal od sebe izjavo, čeprav pričakoval sem, tako kot že sami ste nakazali, pričakoval sem bolj aktivno, bom rekel, vlogo tukaj, oziroma pa aktiven odziv na to tragedijo in pa na to, da bi tudi on ponudil nekatere stvari in tudi v končni fazi skomuniciral z nekimi ljudmi. Kajti vsak ima svoj vrtiček in prav bi bilo, da za te ukrepe, ki jih moramo sprejeti, da tukaj pa želim, da je, oziroma tukaj bi pa predvsem pričakoval enotnost. Še en zanimiv fenomen. Vedno ob kakršnem koli večjem družbeno-političnem prelomu se nekako poišče odziv ali pa njegov odziv najde javnost prvega predsednika Milana Kučana. V normalnih okoliščinah, če te tragedije ne bi bilo, sem prepričan, da njegovega govora o, mislim, da 35. obletnici romskega društva oziroma zveze v Prekmurju ne bi slišali, ne bi prebrali nobenega stavka. Zdaj, če zelo strnem, vprašal se je,
nekdo, ki je ves čas zraven, kako smo prišli tako daleč, to je ena nenavadna stvar. In druga, zdi se mi, da je v svojem odzivu na tragedijo že nekako ožil manever opoziciji in tudi civilni družbi, ker je spet govoril samo o integraciji, o sprejemanju razlik, pri čemer verjetno bez ljudstva do nekoga, ki z enim udarcem ubije človeka ali ki naslednji dan, bom rekel, ščije po svečah, to ni stvar razlik med Slovenci in Romi. Ampak med človekom in živaljo moram biti tukaj neposredno. Ali pa diskriminacije oziroma večje nestrpnosti Dolencev v primerjavi s Prekmurci. No, jaz moram še enkrat potrditi, da očitno sta vidva zelo podobna. Ravno včeraj sem že hotel ta odziv napisati, ko sem to zasledil na poročilih, ko je bila reportaža in ko je govoril gospod Židan, državni sekretar, in pa potem tudi gospod Kučan kot govornika, sem imel že napisano na Facebooku en zelo zanimiv odziv, o čem razmišljaš. In da reče, mislim, po eni strani, tako, kot da se je sedaj zbudil, pa se vprašal hudiča, očitno smo zavozili, kljub temu, da sem skozi izbiral prave voditelje. Prave voditelje, ampak očitno smo v vseh teh desetletjih smo delali nekaj narobe. Po drugi strani pa že miri in pravi, nobena odločitev, nobena stvar ne sme biti na hitro, ne smemo... Mislim, včeraj sem bil res zaskrbljen in bom rekel, tako kot ima ta vidva, bom rekel, kot lev, jezen nad tem, kakšne ljudi imamo in kako se že prvi predsednik države trudi, da zadevo nekako kot v puščavi, da mivko pogladimo, da ne bo nobenega hribčka, da bo vse tako, kot mora biti. Ja, pri nama imajo tisti, ki niso levi, priložnost, da so lahko levi, in tisti, ki niso desni, tudi občasno priložnost, da so lahko besni. Govoriva zdaj o uokvirjanju te tragedije, in tule se bomo hitro dotaknili tudi medijev ta teden. Ja, pa predlagam, preden pridemo na točko medijev, da pogledamo en izsek še parih medijskih poročil. Dogodek oziroma pretep in napad na občana, ki je prišel po sina pred lokal, se je zgodil pred prostori Lokal Patriota ob zabavi Noči čarovnic, ki so ga organizirali zunanji izvajalci. Po koncu dogodka naj bi se moški zaradi padca na tla ob skupini Romov poškodoval in z glavo udaril ob beton. Vi ste rekli, dovolj je, ne gre več tako. Ma kaj pa vaša odgovornost? Kaj pa odgovornost lokalne skupnosti? Ste naredili dovolj, da do takih dogodkov ne bi prišlo? Torej, ko je bil ta storilec star 9 let, sem jaz začel hoditi v Ljubljano in opozarjati. Nažalost je ta storilec danes brez končane osnovne šole, je prejemnik denarne socialne pomoči, je brezposeln. O tem smo govorili. To niso pristojnosti lokalne skupnosti. Pa gledajte, vse to so novomeški, so župani jugovzhodne Slovenije opozarjali že leta. Zlasti zadnja leta, ko je prišlo celo do napadov na kočevskega župana, celo na policiste. Predlagali so paket zakonov, s katerimi bi celovito naslovili to problematiko, pa jih je prav vaša stranka in Levica ste jih zavrnili. Danes ste se pogovarjali župani, zakaj niste stopili tudi med ljudi? Zakaj niste, recimo, prižgali svečke na prizorišču tragedije? Lejte, zato bo vedno čas. Lejte, če gremo klele kar po vrsti, najprej šokantno za moje pojme poročanje Dnevnika na dan tragedije v soboto, torej po koncu dogodka, naj bi se moški zaradi padca na tla ob skupini Romov, ki očitno nima nič s tem, poškodoval in z glavo udaril ob beton. Kdor to mimo grede, ko pere posodo, se sprehodi mimo televizije, ima vtis, da je imel človek neverjetno smolo. Se spotaknil in umrl zaradi nerodnosti. Meni se to zdi škandalozno. Druga stvar, novomeški župan je dan, dva po tragediji na prvi minuti pogovora na nacionalni televiziji postavljen v pozicijo, da se brani pred voditeljico Odmevov, sicer se je obranil dobro in mu je na nek način naredila še uslugo, in potem v studiu Pop TV, tu bi bil pošten, opazna zadrega enega od voditeljev, Edija Pucerja, ki se mu je tudi opazno tresel glas, ko je nekaj minut
z nekoliko manj prijetnimi vprašanji vrtal v predsednika vlade ob popolni pasivnosti svoje kolegice in na koncu tedna ugotoviš, da je višek novinarskega poguma v tej državi to vprašanje o prižigu sveče, medtem ko so nekateri, kot spremljam tudi kolege na podcastih, drugih podcastih, celo obsodili Janija Muhiča, kako si drzne sploh poročati svojega domačega Novega mesta, ker je menda čustveno upleten. Skratki, ljudje, ki ne vidijo konflikta interesov pri predsedniku vlade, ko spi pri Tomažu Subotiču v Istrski vili, vidijo konflikt Janija Muhiča, ker poroča iz domačega Novega mesta o tragediji. Ne razumem ničesar. Tudi jaz več ne, zato tudi, pa sem bil tudi še do nedavnega tudi zagovornik javne RTV in tako naprej, vendar ko vidim, kaj se dogaja v našem svetu medijev oziroma doma, predvsem sem zaskrbljen, žalosten in praktično ostane velikokrat brez besed. To, da novinarka poroča, tako kot ste rekel, škandalozno in bom rekel zelo, nefer in pa v bistvu podlo do te družine pokojnega, da so sedaj malo da ne krive tiste granitne kocke, ko morda ne stojijo čisto vse v liniji ali pa jaz ne vem kaj. Skratka, kako lahko, bom rekel, iz nekega kriminalnega dejanja, ko je človek z eno potezo, tako kot ste omenil, ubil nekoga, sedaj rečemo, da je padel in tako naprej in da je to v bistvu nekako, bom rekel, zamegljeno vse skupaj. Jaz bi se vrnil nazaj na Pop TV. Zanimivo mi je bilo to videti, se pravi, toliko so bili pošteni, da so opozorili, da je pravzaprav Gibanje Svoboda in Levica ves čas blokiralo rešitve, torej že preomenjene županske rešitve, ki ste jih župani najprej s podpisi volivcev vložili v državni zbor, potem je to še 2 do 3-krat naredila Nova Slovenija, vsakokrat zavrnjeno, in to omeni s tresočim glasom, ampak namesto, da bi premierja vprašal na tej točki, potem preide v zelo blago vprašanje, kako to, da niste prižgali svečke, in potem lahko Golob odgovori, no, saj bo še čas za prižig svečke. Torej, ključno vprašanje, ki se mi tukaj zdi, kako je mogoče, da nihče ne vpraša Roberta Goloba, kaj si počel, kaj ste počeli 3 leta, ko ste bili na oblasti, ko poslušamo potem, ali pa Luko Mesca enako, ko poslušamo 30 let se romske problematike ne rešuje, prejšnje vlade so tudi bile krive. Imamo situacijo, pravzaprav, ko imamo vlado, ki ima absolutno večino, kar je redkost v slovenskem političnem prostoru, torej imamo vlado, ki je bistveno bolj sposobna reagirati močno, kot recimo neka druga vlada, ki v času epidemije z 38 poslanci ni reagirala. In na drugi strani torej je delovala ves čas kontra in je nihče ne vpraša, kako to, oziroma da jih nihče tudi ne vpraša, recimo, kako je logično, da sta Poklukar in Katičeva prevzela odgovornost, ostali v vladi pa rešujejo in delajo rešitve. Edini, ki je naredil to, je bil dejansko Uroš Slak. Ja. Se popolnoma strinjam in če se še enkrat vrnem k medijem, enostavno vidi se to, kakšna manipulacija se potem dogaja in tudi zaradi medijev, hvala Bogu, da imamo take ljudi kot sta vidva, ko gresta v drobovje in se ne ozirata, kdo odkot prihaja, ampak enostavno ta manipulacija ali pa doska tudi, bom rekel, rušenje nekih zakonov, ki bi bili vsekakor dobri, se potem stvari ne zgodijo. In tukaj ta teža, ki se mi zdi, da je absolutno prevelika. Poglejte, na začetku epizode, v tistem najnem nagovoru smo se vprašali, ali je torej na eni strani ta neskončna pieteta Roberta Goloba, Luke Mesca, pa potem vtis, ki ga tudi mediji pomagajo podpihovati, tega moškega, odločnega, hitrega in zgodovinskega ukrepanja vlade, v nekaj dneh, dejansko morda celo ena največjih prevar Roberta Goloba v tem mandatu. Kakšen odgovor bi dali proti koncu te redne epizode? Je torej to prevara, kar gledamo? Dobro,
prevari bomo lahko v bistvu govorili čez en mesec. Premijer je obljubil, da bo sedaj do 10. novembra, mislim, da poslal predlog zakonov v državni zbor. Tam pričakujem enotnost, vse glasove, kjer bodo stvari sprejeli oziroma da bodo tudi uskladili z ustavnim sodiščem in s vsemi božjimi varuhi, ki jih pač imamo v Sloveniji. Velikokrat so ravno tisti varuhi, ki te stvari, bom rekel, pripeljajo na drugi breg, vendar tukaj opozarjam, da ne bi slučajno bilo, in tukaj moramo biti pazljivi, da bo potem, češ vse smo nekaj predlagali, pa ni bilo potem, pa je padlo na ustavnem sodišču. Tukaj pričakujem izplen tak, kot ga je premier napovedal in brez izgovorov, ali so ustavni pravniki ali niso naklonjeni oziroma potrdili. Tukaj pač stvari morajo priti na to mesto oziroma rezultat mora biti tak, kot ga je napovedal. Vkolikor ne, bo to, tako kot ste že povedal, termin prevara oziroma največja prevara, ki jo je nekdo tudi plačal z življenjem. Toliko torej za konec te redne petkove epizode tedenskega safarija. V posebni epizodi Safari Special pa se po sobotni tragediji res še pogovarjamo samo o romski problematiki ali o problemu neukrepanja in neobvladovanja organiziranega kriminala in tokov, ki potekajo čez Slovenijo. In je razlog neukrepanja, da imajo ti kriminalni klani, tudi lokalne podružnice v Ljubljani, svoje tipalke v vrhu slovenske politike in konec koncev velike mafijske šefe po balkanskih prestolnicah. No, župana Ribnice, sama Pogorelca, pa v posebni epizodi vprašamo tudi to, kaj bi danes povedal sinu pokojnega Aca Šutarja in kaj bi, če bi imel to možnost, rekel 21-letnemu storilcu in njegovi družini. Skratka, v soboto zjutraj, torej že jutri za naročnike, vse to, torej predvsem še pogled v drobovje, še nekoliko bolj, še več ozadij, kot ste jih v tej redni epizodi slišali. Tako da priložnost za vse, ki še niste naši podporniki in naročniki, da to sedaj postanete. Hvala vsem, ki ste že, se vidimo torej jutri v posebni epizodi, za vse ostale pa do prihodnjega tedna. Lep pozdrav. Nasvidenje.